Japonska, kaj? Ichiban, kaj? Skoči okoli sa, mi smo na vrsti, kaj? Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v 144. epizodi podcasta Glave, podcasta za legitimno preživljanje prostega časa in vdihavanje dušikovega oksida. 144 je kaj? 144 je 12 na kvadrat. To vem iz glave, če ne zaradi drugega, zaradi biblijske zgodbe, kjer imaš 12 plemen in potem jih je po 12 tisoč iz vsakega odrešenih, ne, in 144 tisoč je tista številka ljudi, ki jih vidijo raje. Zdaj pa ne vem, je to v Apokalipsi, ki je Jakob tiste gobice tam na Patmosu počvakal, ne, in da je tam to štev, kar je kar dost za preštet, če tako razmišljaš. Ne. In ne vem, zakaj sem tako biblijski, ampak bratje in sestre, dobrodošli v Tokiu! Konnichiwa. To je vse, kar znava, ne, konnichiwa, sayonara. Arigato. Arigato. Domo arigato mista roboto. Ja, poznaš ta komad? Ja, poznam ta komad. Nažal. To gre v zapiske. Vas to vsi poznam, to gre v zapiske, se strinjam. Veš kaj je weird, da govoriva o muski, pa nisi Tokio hotela, še Tokio je weird. Zato, ker sva šaltala, ker nisva več Tokio hotela. Kva ima vas zdaj Bullet for my Valentine ali neki? Povabi ljudi v Discord. Lepo povabljeni v najbolj dostojen, kulturen in vljuden kotiček na internetu, to stran Wikipedije, to je aparatus Discord. Pridite, debata je zanimiva, imamo ene par luštnih kanalov, splošno, kjer smo splošni, imamo kanal Glave so hitre in drzne, kjer se posebej teče, kjer to pust noter, da se vidi, kako ne znam brati teh zapiskov svojih. Nečetljivo sem natipkal, veš, v Wingdingsih sem natipkal in sem se zmotil. Tam teče beseda seveda o naših nosovskih filmih, tudi ljudje in ljudine imajo svoj kanal, kjer debatirajo stvari, ki jih obodovci gledajo, tako da pridite, imamo se fino, več nas bo, več bomo spemali. To je najslabši na svet. A ja, pa jaz sem za vse, ki ste v Discordu, in če ste opazili, naredil sem nek pravila kanal, kjer sem napisal pravila Discorda, kjer pač piše ne biti moroni. Več ali manj, tako da prosim. Ja, mislim, našega Discorda, ne nasplošno. Našega Discorda, ne nasplošno, tako našega, aparatus kluba se temu reče, res je. Zdaj pa, to, kar sem omenil v prejšnji epizodi, ne, ko smo dali ljudem pogovor z gradu, dejansko se da aparatus oziroma glave podpreti zdaj tudi brez PayPala, oziroma samo še brez PayPala. Tisti, ki ste bili na PayPalu, ste se več ali manj že vsi preselili na ta nov sistem, ki se mu reče Memberful, tako hvala. Ene par vas tega še ni naredilo, prosim, dajte, sicer bom itak še en mail poslal. Pa tudi tisti, ki ste prej sam enkratno podprli, vam bom en mail enkrat poslal, če hočete. Zdaj tukaj, ker ni več možnost une enkratne donacije, ampak je že spet, koliko je bilo včasih. Tisto, kar je važen, ni PayPala, dovolj je samo kartica. Če boste podpirali, zdaj se že lahko to, saj ne bom ful napovedal, ampak se že obetajo ena vsebina, ki bo mogoče v celoti dostopna samo ljudem, ki podpirajo, to je ta korenček, ne, pižanc? Ne korenček, no, dajmo reči koleraba. Koleraba, to je koleraba, palce pa ni, ker so dobra človeka. Tako da, aparatus.si, poševnica podpri, pa ta Memberful v bistvu omogoča še eno zelo fajn stvar, ki sem jo v bistvu po nesrečnem ugotovil. Če poznate koga, ki bi mu lahko kupite podporo, se pravi, ne, poznate nekoga, ki veste, da posluša. Aha. In mu lahko dejansko je tam gift, sem zdaj tu dal, da lahko podariš, ne, in dejansko ti plača za nekoga drugega in mu tam naredi računa, ne, in on pa dobi mail. To je recimo ful dobro, če oba z ženo poslušata, a ne, z vašo partnerico, če poslušata, ali pa z partnerjem, ne, pač, tako rečeš, ne, zdaj bom pa jaz to kupil, pa bom njemu oziroma njej podaril, da izpadem ful pozoren, a ne, pa še jaz bom pa zastonj lahko poslušal zraven. Tako.
Tako, več ali manj, ja, več bravo, žal, lepa. Tako, zdaj ne vem, da je pač čez en mesec bo Valentinovo, ne, če še nimate. Jaz mislim, da enoletna naročnina na podcast Glave je nekaj najlepšega, kar lahko podarite svoji ljubljeni osebi. Absolutno se strinjam. Najlepša hvala res vsem, ki ste podprli. Res, ker že lahko ene par stvari počnejo, ki jih prej nismo mogli. No? Sploh kar se tehnikali tiče, pa ki nam olajša delo. Tako da to je to, zdaj pa potem. Že, moram ti še nekaj prej povedati. Ful si bil lep v Fejmičih. Ja, če sem bil kaj, sem bil lep. Mislim, predvidevam, zato ker jaz sem poslušal, nisem gledal. Ja, se lep nisem bil. To je zelo težko, ampak ja, bil sem v Fejmičih, bomo dali zapiske. Poslušajte, poglejte, če se nište in to je to. Ja, ker mislim, od naja prosim, to bova rekla, ne pričakovati, tudi če boste člani tega kluba, ne se kako imamo Krajcar pa Guldinar, ne, član si lahko. Kamer ne pričakovati. Mogoče res zelo, ker nama je kul, mi dva, kad snemava tole, ker smo lahko sproščeni. Jaz vam recimo tlele lavorček, namakam noge noter, kot pa mune ribice, veš, kad ti paluno odvečno kožo dol, kako se jim že kaj so piranje. Pižanc, hvala za to mentalno sliko, prosim pa Eva na temo današnjih glav, prosim, nočem tebe pa lavor pa ribe. Ok, tema današnjih glav je Confess Fletch, nadaljevanje sage o Fletcherju, raziskovalnem novinarju, ki ga je v 80-ih igral Chevy Chase, zdaj pa je v njegovo obleko stopil John Hamm. Kdaj si gledal Tokyo Drift in ker nisi nič vedel, tako kot so bila zmenjena, ne, koliko šokiran si bil, da že spet nima veze s tistim, kar se je do zdaj dogajalo. O moj bog, kaj sem jaz tam razlagal vse, ne? A se sploh kaj uresniči? Nič. Mislim, če šteješ to, da se Dom pojavi na koncu za 7 sekund, ne. To? Ampak ja, ne. Kaj me samo zanima, a kaj si gledal, a si tako čakal, kdaj bo, da bo sta Brane pa Roman saj prišla, da bo Dom prišel, kdorkoli pač, leti, kdorkoli. Ja, jaz sem najprej tako jaz priznam, da je bilo prve 2-3 minute sem bil čak, a sem jaz slučajno si naroben film sposobil. Ne, prvič je bilo to. In ekstra denar sem, jaz sem ta film sem bil neočakan, predvsem zaradi tega, pa ne zdaj kao, koliko bo to hud film, ampak pač, ker si me opozoril. Ne, pri tem še posebej eksplicitno naj nič ne gledam prej. In sem potem, mislim, da dan ali dva potem, ker sva mi dva posnela za drug del, se rekel najbolj, da jaz zdaj le pogledam, da ne bi kje na kakšen spoiler naletel. Ne. In res tudi bral nisem opisa in sem dal noter, ne. To sem si dejansko še na Apple ga sposodil, ne, za 4 ali 5 evrov. Potem 2 dni zatem, ko sem to pogledal, pride k nam Sky Showtime, ne, za 3 evre na mesec, kjer so zdaj, to moram povedati, nismo sponzorirani, ampak Sky Showtime, pač če hočete. So vsi filmi gor. Če bi bili radi uradni partner podcasta Glave v projektu Hitri in drzni, kontaktirajte naju. info@aparatus.si z 2 p-jama, zato ker Anže rad komplicira te stvari, ki jih je treba povedati. Ne vem, če ta mail še obstaja. Rajan Z, če že kaj pošiljate afna.aparatus.si. V glavnem... V glavnem, kaj je bilo to? Kaj je bilo to? Moje predznanje je bilo samo to, da pač, ker sem gledal na IMDb-ju od Dvojke tale trivijo, sem videl, da not pač piše, ne, da to je pač edini film, v katerem se Dominik ne pojavi. Aha, se pravi, ti si pol mislil, ok, si vedel, da nekako bo. Ja. Jaz sem tako, ne, in to je bilo to, in zaradi tega zdaj jaz tudi trivije naberem več, tako da vse, kar govorim, je iz lastnih izkušenj. Nočem je tja gledati, da ne bi še kakšnega spoilerja slučajno za naprej dobu. V glavnem in jaz tako gledam, neki srednješolci. No, močna beseda za človeka, ki je 28 star, ne, načeloma. Češ pa igra srednješolca. Okay. Načeloma, ja, ne. Se več to je ta Beverly Hills starost, ne. Beverly Hills model, ja. To je res, ja. 90, 210, ali koliko je že poštna, ne. A ne, to ni bila poštna, to je bil njihov naslov. Ja, mislim, da je poštna, a ni poštna. Ne, mislim, da ni. Oni imajo kratke poštne, veš, ko imaš ta band, ki so Snoop Dogg, Warren G, pa Nate Dogg, ki so bili 213, ne, ki je bil to pač to je poštna za Long Beach County. Meni ni bilo jasno,
kaj je zdaj tam? Ok, pol je šel v delavnico. Ja, pol vidiš, da neki z avti ima. Ja. Ja, avti so bili pol, sem rekel, ok, vsaj to je. Pa predvsem ni bilo v Tokiu. Ne, tudi to, tudi to me je mečkaj zbegal. Ja, okay. Ja, to sploh nisem pomislil, ja, če nič ne veš. Jaz sem rekel, wow, zdaj bomo not upadli, zdaj se bo tle nekaj začeti. Ne, res ni bolj ameriškega intra, ne moreš biti bolj ameriškega prizora, kot pač srednja šola po tekmi. Mislim, ok, imaš lahko mogoče pač modela, ki gre raj s taksijem v bolnišnico, ki mu manjka pol noge, zato da mu ne bi računali za rešilca, to je tudi zelo ameriško, ampak ja, pač to je ta druga stvar med najbolj ameriškimi stvarmi. In kaj je bilo temno? Pa kdo so te ljudje? Kje je Roman, kje je Brane, kje je Doman? Zakaj jih ni? Ne, meni je top ta začeten del, ki tako kaže, ta je na srednji šoli, buliji so na srednji šoli, on ni jock, on je navaden fant, ki samo šraufa in bi rad živel svoje življenje. Potem pa seveda navijačica, ki je sta glavnim jockom. Prosim, lepo, ne pozabi unga prizora, ki vidi, ki unga odvlečajo nekam. Ja, ti si weird, ti si res weird. Ki že rekel, o moj bog, neki bo. A veš, ti si navajen iz prvih 2 filmov, ki so nekoga nekam odvlekali, je bila pizdarija. Ja, je bila podgana v igri. Če v prvih 2 filmih nekoga nekam odvlečajo, to pomeni, ali mu dajo pit motornega olja, ja. Ali mu perforirajo kakšne notranje organe, ali pač ni cool. In on tudi leže vzame tega Francoza, ga lepo tako malo ga noč skrije v rokav, ali celo ne vem, tle na začetku. In gre, zdaj bom pa jaz pokazal. In tle že vidimo, on je dober, ne? Pol, pa vidi, da ga oni pač so unmu sam pač nekaj narisali, ne? Yeah. Dvignili majico in ga tam airsprayajo, ne? Imajo pimp my bauh, ne? In je zdaj model malo tako, to je pa v redu, ne? Se pravi, vidimo pač, da ni piflar, ne? Ni piflar, ki bi zatožil vsako mini stvar. Ja, res je. Ja. To pa predvsem, mislim, tako, ta sekvenca je res bizarna, ampak polka pomisliš, da to sploh ni tako dolg film, res so mogli na hitro pokazati, zakaj bo on izgnan, ne? A veš, v Tokio, in so zato, hvala Bogu, to pa jim je treba povedati, saj uporabljali so neko derko, ne? A veš, on ima ameriški avto, on ima tudi nekaj, kva ima on Viper, jaz se ne vem, kva ima on model, ne? Mislim, da ne, se mi zdi, ali ima celo tudi enega Nissana. Mislim, on na začetku fura, čakaj, da pogledam tle, on ima Chevrolet Monte Carlo. Ok, to ima naš... Tega ima Žan, jaz sem se odločil, da on je Žan. Brane, Roman, Žan smo za enkrat, v redu, zmenen. Ja, to, pa okay. Doman. Pa Doman, ok. No ja, ampak... Una derka je huda, tam, ki se vozijo po tistih hišah, ki niso zgrajene do konca, ne? Tle sam čakaš, kdaj bo kakšen od Bluth Family vam preletel. Ja, res je zelo Arrested Development 2, jaz se strinjam. Ampak je tako, veš, da so to res srednješolci, ampak da je že spet neka scena, kjer derkajo in on pač vozi. Kar je meni všeč, je, da je dejansko tako zelo resna zadeva rata, ker pač praktično vsi skoraj umrejo, če tako pogledaš. Ne? On se tam 3-krat prekotali. Ja. Tako, res je bed, ne? Pa mi je pa ta del, ki je meni zelo všeč, če že za osrednjega protagonista, ne? Je ta moment, ko una-dva, se pravi, navijačica in jock, ne. Počak, preden gremo na policijo, dajmo prosim filozofijo filma. Okay. Dajmo prosim, glavno, tle moram nekaj povedati. Jaz, ko sem v prvo gledal film, sem obupaval. Ko sem v prvo gledal, je bilo, o moj bog, v kaj sem se spustil. Zdaj, ko sem ga pa včeraj še enkrat čez, sem mislil, to bom šel na hiter, da naredim jaz sem padel not. Ja, te filozofske debate, ki jih imajo ljudje, te resnice, ki jih izrekajo, mislim, to je, kaj bi Slavoja Žižka na dober dan ujel. A razumeš? To je, pa še Mladen Dolar je zraven nekje. Ker pazi, sorry, it's not the ride, it's the rider. Ne? A lahko bolj v srčiko, v samo bit teh dirkačev posežeš kot s tem stavkom. Se to je res, to so večne debate, ne? Da ni avto pomemben, ampak kako ga voziš. Pač to je, jaz mislim, da je to absolutno res. Pa moraš priznati, da se vidi, da je film malo bolj narejen
Saj za v Ameriki mlajšo publiko, v Ameriki ne smemo pozabiti, ljudje lahko vozijo pri 16. Veš, pa nas se to zdi malo weird, da klej iz srednje šole, tam je to dejansko čist realen scenarij, da po koncu učnega dela dneva grejo dirkat nekam. No. Ampak glej, stan tam pri policajih, ta del je meni ful v redu. Vidiš, mamo vsa taka, pač kaj lahko naredimo. Hitro ti je zelo jasen, unada pa, mi imamo starše, nič se jima ne bo zgodil. Ja, tle se vidi ta razlika, ne? Klej ima bogate starše, Žan ima pa papirnato brisačko v nosu. Večem, tako. Tle približen smo, tle je to pokazano, to je to. Tam se vidi, da tam že dolgo ni javnega zdravstva, glavno ne bo, s tem naprej. No ja, ampak pa je tako, da mislim, dejansko vzgib, zakaj on gre na Japonsk, se mi zdi čisto ok. Jaz mislim, da je ta sekvenca vseeno malo predolga, to bi jaz rekel, jaz bi tudi raje, da se čim prej začne Tokio, ne? Ampak mi je pa vsaj všeč, da gre zaradi na nek način derkanja. Meni se zdi to kar ok sestavljen film. Se kaj bova dala ocene, jaz mislim, da kle se Nava tako strinjala, no? To malo napovem najbrž, ampak pojmo naprej. Ne, ampak tle je bilo tudi mogoče, tle imamo ta lik tega, jaz sem pričakoval, da bo, to pa zdaj ta klik, ki je bil v prejšnjih 2 filmih, se pravi, zdaj bo en na policiji. Razumem. Veš, jaz sem bil že tako, jaz sem na tej točki že pozabil, jaz sem na tej točki toliko padel, da sem pozabil, da so mi Tokio obljubljali. Jaz sem rekel, ok, zdaj bo on njega tlele zaposlil, zato da bojo pa on bo zdaj neki odkril, verjetno ne vem, kako si teste kradejo. Veš, v eni stavbi pišejo test in potem ga ven dajo in en za avtom oddirka na drug konc kampusa, kjer poturi drugmu test, ne, in pa on ti bo zdaj to odkril. Lej, sorry, to se mi zdi isto verjeten zaplet, kot to, kar je bilo pol zares. Ja, no, ampak bilo je pa tako, kaj je bilo, Pižanc, to moraš sprejeti. Ja, bilo je pa tako, kaj je bilo in je pa ful dober ta kader, ko on tam sedi na policijski postaji in pol dobiš zoom out in vidiš, da je na avionu. Ja, no, to je pa Justin Lin. In jaz sem si tle rekel, zdaj grejo pa v Tokio. Sem si rekel, in ne zato, ker je bilo ful Japoncev, ampak zato, ker sem se spomnil naslova filma. Verjamem. Sam je dober kader, dejansko, to Justin Lin kar obvlada. Me je Justin Lin dejansko kul. Okay. Pa prije do fotra in fotr bi ga mogel seveda pobrati na letališču in ga ne, in si tako, maj bo, kakšen fotr pa je to, ne, če ga ne pobere, ampak pol mi je ful zanimiv, ker ima fotr legit razlago, ne, ker so pač tok naprej, oni mislijo, da naslednji dan pride, ne. Pa seveda, ko tam malo pride, gre iz stanovanja očeta, prijateljica noči, jaz ne vem, kako moramo temu reči. Kako že to prečet, je imel, on je imel Ladies of Negotiable Affection. No, lepa, to je všeč. No ja, to in potem gre v najmanjše stanovanje v zgodovini človeštva, pač to je dobesedno najmanjše stanovanje. Vidim, da si v zapiske dal, da je pač Harry Potter ima penthouse proti temu. Ne, Harry Potter ima tam pod štengami 4-soben stanovanje proti temu, oziroma sploh ga da v sobo noter, ne, ker zdaj, ok, če ima tip, če ima Žan kakšne fetiše, kakšne greni fetiše, pa nudel fetiše, pa mu bo the best v tej sobi. Ne, res je. Ampak tako, že spet, Tokio, majhni fleti, to je vse res, pač vse štima. Pa je pa šola, ne. In najbolj slovenski prizor v zgodovini hitrih in drznih doslej. Vsaj ne vem, če bo kakšen drug prizor lahko toliko slovenski, kaj ta. No, povej, to me pa zanima. Kaj pa? Vabaki. Copati. Model pride v šolo in mu rečeš, modelka, kje so copati? Zdaj, sorry, to je gimnazija Kranj. Ker vem, mi smo se pogovarjali, ker po drugih srednjih šolah, ne, tam lahko so, že v Ljubljani hodijo kar obuti po gimnazijah lahko. Ja, mi pa v šlapicah. Elitna šola, kako zveš, 19-letnik, koliko sem kul, kaj imaš pa na nogi? Šlape. To je res, ja, mi smo na Polanah, smo bili obuti, to je res. Ja, no, to je bila edina stvar, ker smo vam jo bili fauš, Ljubljanček. To je res. Pa to, da ste imeli ful enega dogajanja več v mestu. Ja. Ful enih drugih stvari, zdaj to ni važno. Ampak vabaki. Drugač pa, moje vprašanje, ker to moramo vprašati, po Ja Rulu, po Ludakrisu, Lil Bow Wow.
očitno mora biti nek reper, ne? To je del franšize. Moram reči, da mislim, kaj je največji smeh meni? Jaz mislim, da bi Lil Bow Wow dejansko pač dal nad Ja-Rula. Ja, to se strinjam. Ja, pa je pa dolg cajt, mer, pa je pa Ludacris, no, tako je na vrhu, no, tako bi jaz rekel. Ja. Ampak in ta Bow Wow, ne, tukaj moramo povedati, pač mogoče, koliko ti poznaš njegovo muziko? Nič. Unga Like Mike, tisti, ki je imel film, to vem, neki, ki je basket igral. Okay, pa si v redu. Ne, modela je dejansko odkril Snoop. Aha, ok. In on ga je odkril in potem ga je okolne in je mal pač te njegove skillse kazal in ga je pol na koncu dale JD iz Germany Dupree iz Atlante pohopsal, to je model, ki je imel, ne vem, da Brad na založbi, pa to in ki je imel letos nekaj, ali konc lanskega leta neke take hude najave. Mislim, da bo en Versus delal z Didijem ali s kom in da kao, ja, da pač mi smo pa so dev založba je pa dala pred nami ni nihče v New Yorku poslušal južnega repa, veš, pa sem tako model Scarface, Ghetto Boys, UGK, Outcasti, Goody Mob Day, pet spadne. Pač pa tako ful je, tako brezsramno. Ta Germany Dupree je zelo tako. Pač, moram s celim imenom, ker če bi rekel JD, da ne bi bil JD-le. Ta prvi hit, ne, oziroma ta drugi je bil tak, je imel še Snoopa noter, ko je itak njegov ta That's My Name, ne, pa je imel ta spet Georgia Clintona, ta Bow Wow, UPA ponudil in noter v tem spotu se pojavil tudi Fred Durst, kar je pač še en razlog, da mu oporekaš legitimnost na sceni. No. Še ena obsodba, ja. Fucking Fred Durst. Zakaj niso Freda Dursta, kar tle dal? No, on bi ful pasal sem noter, to sploh ni joke. On bi bil, če bi se Fred Durst pojavil v tem filmu, bi bil tako, ok, make sense, v redu. Drugač pa, ja, Bow Wow mu probal vse živo prodati tam v šoli, ne, ampak pol pa opazi, ne, Žan, Žan opazi, da ima on nek volan in tam se takoj mal pobratita, ne, ker vidite, da ima sta avtomobile in pa mu reče, kva pa ti voziš? In jaz sem, zdaj pa požalim, poslušaj me, jaz sem to pozabil, pozabil sem, kjer avto ma Bow Wow, sam poslušaj me do konca, jaz sem pozabil, kjer avto ima. Spomnil sem se te scene, da je ta fancy parking, ne, ki se rotirajo avtomobili, ker pač ni placa v Tokiu, ampak sem absolutno pozabil. In zdaj sem šele dojel, da je to avto, ki bi ga jaz dejansko zelo rad imel. To ni šala. Ampak ne razumem, zakaj jaz sklepam, da je Volkswagen pač dal denar pač za snemanje filma. Zakaj je sred Tokija pač nek reperček, ki ima Volkswagen Turana? Meni je to. Zato, ker je bil meni se zdi edin, ki je imel tak pleh, da se ga je dal preoblikovati. Ki je bil edin dosti kakovosten pleh, to je nemški pleh, Tomo, in nemški pleh zdrži. Če bi ti pa se upravičujem, tlele nočem izpasti kot nek šovinist, ampak kot se temu strokovno reče v avtomobilski tehnologiji, mislim, da bi se tudi kolegi atmosferci z mano strinjali, japonska jajca. Ne, pa Japonci ful dobro avtomobile delajo. Probal karko s plehom narediti ti razpade, a razumeš, kad ta... To ni res. Daj pa debu, ta pleh na Volkswagenih je debu, lahko ga, a veš, vse ti so izoblikovali iz originala ven, zato ker se je dal raztegant, dal se oblikovati in še zmer ga je bilo dost. In še en disclaimer, jaz nimam pojma avtomobil, da ne vem, kaj je govoril. To mi je ful zanimivo. To se tako tukaj, veš, ker sva gledala Potterja in pa si ti kar malo not padel, tako, kaj so pa ti neki uroki, a veš, pa kaj imajo to, pa kako se un... Jaz tle gledam, pa so te avti, pa mi je tako, ok, avto. Nimam pojma, o nobenmu, jaz si pod pogledam, kaj tam piše, kaj grem po te sezname, jaz moram pa od spod brati, od kjer ga je kjer avto bil, ker jih ne ločim. Pač meni je to je avto. Pač tam so neki avti in ne vem, v glavnem za enkrat, če nisem toliko not padel, da bi me prijel, zdaj bom šel pa jaz malo gledat. No, ampak v kjeremkoli primeru dejansko imamo človek Volkswagen Turana, ta staro verzijo, zdaj že mene dve novejše, sta zdaj že pa 3, ne, najbrž. Ampak to je meni bilo, sem rekel, tako, bravo, jaz sem zdaj Bow Wow fan, sem zaradi tega, ker ima ta avto.
A bi imel tudi tako le noter tisti pelc? Ne, za par detajlov se jaz ne bi odločil, to priznam, ampak Turan je meni kar ok avto. Tako da, naprej. Za par detajlov. Ja, za par detajlov se res ne bi odločil. In pol uletita na Teriyaki Boys videospot. Tako, Teriyaki Boys, komad, tako kot je Hanna, stupica v Discordu, napisala, ta komad je dober. Zdaj, a je to dober komad, to je razlika. Ta komad je dober, to sam pomeni, da lahko ga poslušaš. A je to dejansko fajn muzika? Niti ne. Ampak moj bog, kakšen korpo pop. Jaz mislim, da boljšega korpo popa se ne da narediti, pa še lokaliziranje. Tako da super. Pa jaz grem staviti, da če te ljudje res ne bili Japonci, če daš bendu ime Teriyaki Boy, se sliši zelo rasistično, kar se mene tiče. Ampak jaz moram reči, da komad je meni cool. Odkar sva se odločila, da bo delala hitro in drzne, ga že spet poslušam na polno, res, ko hodim na šiht. Tako da me res. Kakšna bi bila slovenska verzija tega benda, pač Teriyaki Boy, kaj bi bilo to, pač, ko bi mogel neki našo, ne, a bi bila to Tensteni pobje? Ne, Jota fantje. Jota pobi. Jota pobi. In se tudi tekst je. Pazi, jaz sem šel tekst gledat. Ja. Zanima me, če veš, kako živijo v Tokiu. Ja. Če me vidiš, potem resno misliš, potem veš, da moraš iti. Hitri in drzni, kita, drift. Hitri in drzni, kita, drift. Hvala vam, nastop v tem mestu, polnem vrveža, bodi tiho in misledi, dovolj razkošen, da osvoji svet. Japonska, kaj? Ichiban, kaj? Skoči okoli sa, mi smo na vrsti. Kaj? Teriyaki Boys na pravem mestu, pokazal ti bom ja, da imaš VIP, ja. Všeč mi je ta tvoj kaj? Kje si to potegnil? Kaj? No, glavno. What? Say what? To pa s poslušanjem repa prije, da je nek ta vad, da ta visok glas. Say what? Ja, že zapečeno možga. No, ampak ta scena je meni huda. Kle se vidi, da je nek underground, pač da driftajo. Da je underground, prosim lepo, vse se šajna. To res ni underground. To je taka fensijada, da boli. Ja, to se strinjam. Ampak meni bolj, tako všeč mi je sam, ker se res obada že spet, bolj je podoben prvemu filmu s tem, da se že spet obada z neko sceno, ki je tam. In pač posebnost načeloma te scene je, da pač driftajo, ne, da je to poanta, da ni zdaj I live my life a quarter mile at a time, ne, ampak je treba pač po ovinkih voziti, kar se mi zdi čisto cool nadaljevanje. Tako se mi zdi, da par takih logičnih stvari, če pozabiš drug film, a ne, je v bistvu trojka skoraj bolj dostojen naslednik, veš, franšize, če mene vprašaš. Tako. V duhu, ja. V duhu, a ne. To pa se pa začnejo še te scene, nekaj zvemo, da gaijin pomeni nekaj slabega, ker ga zmerjajo. Ja, čakaj pa najprej, Nila, ki ima ta sick burn oziroma bolano opeklino. A ja. Ko reče, ti si, nisem te spoznala brez copat. Ja. Kaj ti to bejba, sploh... To sam spakiraš in se preseliš na drug konc hemisfere. Sploh ni. Kaj ti reče, nisem te spoznala brez copat, adijo, hvala, tukaj imaš moje srce, raztrgaj ga, razgriz ga, zakotali ga po prahu kot v Elonlan Lair, ampak tega ne preživim. Super. No, ampak tukaj se hitro veliko zaplete v bistvu. No? Prvič vidimo tudi Hanna, ki tam bolj tiho gleda vse skupaj, ne? In potem pa seveda glavnega negativca, v bistvu, Takashija, mislim, da so jih ful dobro ločili, ker v bistvu vsi negativci imajo te weird čupe njihove, japonske. Ja. A veš, tako zelo se jih loči. Normalna frizura, ti si ok, weird frizura, tebe ne smemo marati. Ja, te frizure, jaz priznam, da ko sem jih gledal, za unkata drugega niso tako imena povedala, pa sem ga asfalil, ta pribočnik od Takashi. Meni zdi tak video seks Eminem. Ja, ampak to je res neka scena bila tam. Jaz sem to tako izšpilal, teh JRPG-ov, včasih vidiš te frizure, tako da to sklepam, da tam je kar nekaj, kar ljudje delajo, ampak je ful je smešno, da so vse ta slabe ljudi dali s temi frizurami, to se mi je zdaj tako. Veš kaj, ful je ta 80s, se mi zdi ta 80s estetika, ne? Ja, je tam strinjam, v tej ulični modi, to, kar smo pač v 80-ih. Zdaj, zato mi je, veš, direktno ta
video seks. Ja, razumem. Upadla asociacija, ki se je rekel na koga, ampak pa ima pa tudi Jean Sigburn, ki reče, ki mu reče, veš, da sem, japonski Justin Timberlake. To ne vem, zakaj disam, okay, redo. Ne vem, verjetno pač A zaradi frizure? Jaz te reference v letu 2023 ne štekam, kaj je bil takrat Justin Timberlake. Kaj meni zdaj, ki rečeš Justin Timberlake, pomislim na dve stvari. Dick in a box, pa model obnašal si kot kreten do bivših. Te dve stvari. Ok, pa še ta tretja stvar, kako z Fallonom repata. Ja, se to, ampak Timberlake tako ni. Ja, jaz tudi ne vem, kakšen je. Mogoče je to še zmeraj ta NSYNC, ki veš, malo disanje, sam boy bandi, pa je bilo to mogoče bližnjica do tega, ampak ja, no. Je pa mu pa Han, ne vemo zakaj, posod avto in kle misliš, mogoče bo pa ta človek kaj vedel o življenju. Nič ne ve o življenju. a lahko preskočva sam naprej, ker zvemo, zakaj Han mu posod avto, pa to tlele obdelava. Zato, ker se pogovarjata, zakaj, ker je rekel pač zato prav avto, bo dosti pač jaz rad imel pa zraven ljudi s karakterjem, ljudi, ki jim ne, in pač sem ti posodil avto, zato, ne, da vidim, kakšen si, in en avto je nizka cena za spoznati človekov karakter. Ja, pa se te stvari... In moj bog, to je Zmajeva hiša. Star, ne se to gnarca dela, me je ta del zelo všeč. Eno oko je nizka cena za to, da dobiš zmaja. En avto je nizka cena za to, da dobiš prijatelja. Ja, jaz mislim, da je mogoče kleclo bolj globoko to, ne? Ker tam se o zmaju govorimo, kle pa dejansko govorimo o medčloveških odnosih, tako da jaz bi celo rekel, da je Tokio Drift na trenutke više kot zmajo. Ne, nisem tega, gre naprej. V glavnem, ja, no. Sorry, ostalo je za vedno. Ne, dajmo samo, prosim, če naredimo zapisnik. Anže Tomič trdi, da je Tokio Drift višje filozofsko kot Zmajeva hiša. Sem to, prosim. Tako, stojim za to izjavo. Ne. Pa da best je ta, daj mi šnel kurs driftanja, ker se izkaže pač model sploh ne ve. Dej, kaj zdaj, ročno imaš, pa v eno smer, pa v drugo smer. In potem model oponaša žogico v fliperju. Pa ful je smešen, kako preleti ven ki pride zadnji ovin, ki res sam... V bistvu, tehnično gledano 4 kolesa pridejo do konca, dosti več se pa težko reče, v bistvu, tako je tisto kar smešna scena. No. Ful je tako, da gre domov, pa ima sta s fotorom to neko tenzijo, ne. Jaz sem tako, zdaj, ker sem pozabil, celo to nit sem pozabil, v bistvu, tako se kva to kažejo, sploh ima kako vezo, pa vidiš, da ima, ne, na koncu dejansko fotor tudi neko vlogo. Jaz sem sam čakal, da mu fotor tle rekel, kao, da je pihan vame, voham benzin. No ja, ampak pa se tudi vidi, da fotor šraufa tam nek avto, to bo prišlo prav kasneje, ne. Seveda, je pa res, da pol naslednji dan model že ne gre v šolo, ker ga Han vzame, ker ga očitno hoče malo bolj spoznati in mora iti pod denar do nekega sumoborca v savno, kar je že spet zelo ali stereotipično japonsko, ampak glede na to, da je tukaj režiser Justin Lin, pa se to v Tokiju dogaja, mogoče res zelo japonska stvar, da so te savne in da vedno je nek sumo neki. Ja, in tle zvemo zdaj dve stvar, pač da Žan sicer res ne zna driftati, zna pa leteti. Ja. In pa model pride ven in vrže denar, kao da je mir, ne, se še savnati ne moremo miru, ne, in mu reče, zdaj pa boš ti moj pobiralec in dostavljalec. In Žan se ne da, je takoj malo že, ne, lahko, ampak ti me moraš pa naučiti driftati. Pa so pa te montaže, so že spet, dobro, zdaj lahko malo preskočva, no, ampak te montaže, kako se on uči, ne, pa una dva, ki ribe lovita, veš, una dva modela, ki ribe lovita. Ne, to je še, prej imamo še tole, ki gre k Donkey Kongu, in je tam Nila vzun, ne, in potem pač zvede ta, da ima tega strica Kamato, ki je res jakuza, ne, in je tudi ta izjav, ne, pač zakva se z njim ukvarjaš, s tem dikajem pravi, da pač 50% od nekaj je bolj kot 100% od nič, ne, in tudi to zvemo pa, da pač Han dirka samo, če bi bilo nujno, in tukaj pa spet ta, tle je pa pilot Game of Thrones, ki reče, najbolj v oči bijoč stavek nezgodovinske sodobne angleščine, ki je bil v pilotu not, ki Jamie Lannister, ne, reče Nedu Starku, kao ti, bi se, ne, mi dva malo
sprobala, ne, pač, zakaj pa ne priješ na kakšen turnir. Ne, in on reče, kao, ne, I only fight, if I fight with people, I fight them for real. Ne, in tukaj se pravi, vidimo, da je Han v resnici Ned Stark model in mogoče to, kaj pove tudi o njegovi nadaljnji usodi, ampak ne vemo. Pižamc. No, ni važen, gre naprej. To je tako dobro, ti nič ne veš. Preveč dobro. Dobra je ura fora, ki jih policaja, v bistvu radar zmer, da sta prehitra, ampak pojem reče, da oni nam morajo več, ne vem, 180 na uro in pol, če vidijo, da si hitrejši, sploh ne probejo. In tako, Tokio je In tle imamo tudi kljukco za nos, ne? Tukaj edinkrat mislim, da nos uporabijo. Ja, ker dejansko edinkrat zelo prav prije, ker pred driftanjem dvomim, da ga sploh lahko uporabljaš. Tako da no, mislim, lahko ga, ne, sem kaj se pa z avto zgodi, pa druga. Pa rataš ta spinner ta vrtavka iz Inceptiona. Super. Drugač pa pol je Hanova delavnica, ker da malo ta vibe, kako bi rekel človek, od domove, ne. Tako ima nek plec svoj, noč so avtomobili, neki delajo, fulenga folka je tam, ne. Tako, ne, ta del mi je všeč, ker že spet tako sceno se obdeluje, no, to sem že enkrat rekel, ampak ta del je meni zelo cool, da ni, veš, prej tam hitro FBI, pa policaji, pa pa tis, pa tret, tle pa dejansko neka scena, ki nekaj počne, pa pol je ta mal povezave z Jakuzo, ne, prek strica pa to, no, tako da to je meni všeč, pa klepa pride, no, tista montaža, ki sem jo prej omenil, ki je res super, no, ki je 2 zraven, a to je kao driftanje, 2 karibelov, to je res dober. Pa kar res probava, pa vidiš, da se uči, pa da je težko, pa da ne gre, pa vse ostalo, ne. Tako da to je, mislim, že spet montaža, ampak v redu, že spet avtomobili, neka scena, on ga uči, pa again, ti si dosti dober, no. Tako da ti super, jaz sem zdaj že noter, jaz sem že Tokio driftam, se temu reče. Pol fotorov avto, to smo že rekli, pa je pa scena, ki jo Little Bow Wow pač ima težave v življenju zaradi iPoda. Ja, koliko smo stari, res smo stari. V resnici bomo pol pri zadnji dirki bova imela še debato o tehnologiji, o telefonih. Ja, ti si sploh. Čeprav, tam imam jaz, no, bova imela, zmenen. Sem tudi jaz to zaznal. Okay. Pa je pa še Bow Wow nanga jezen, kakao je zdaj, ker pač unmu modelu da svojega iPoda in tako zdaj mi bojo pa vsi težili, čim bo neki navdelali in bo mogel zamenjati stvari, ne? In so vsi jezni nanga, ne? Tako da to pa že spet malo romanca stonilo. Ta romanca meni kle vse je ok, ampak je sam zato je, da je. Kle imam res občutek, da je sam zato, da je. No, nimam neka... Tako je zato, da ustvari to tenzijo med Hanom pa med... med Donkey Kongom pa med Žanom. Kad tle, če gledamo, mislim, da ta film ne prestane Bechdel testa. Ne? Ja, zelo verjetno ne. Ja. Ker mislim, da Han... dejansko nimaš dva ženska lika imaš v tem filmu, mislim, da govorita, razen učiteljce, imamo, uno punco, a veš, ker sam s fanti imamo, pa je tle Nila pa učiteljca, pač tle nekako, ženske so tle, zato so jih dali noter, ker so rabili nek, da gre zgodba naprej, ne vem, groza. Pol imamo seveda nogomet, kjer je Lil Bow Wow očitno človek, ki zna igrati nogomet. Moram reči, kar ok nogomet za film. To mi je tako kar ostalo. Tako da, ja, ne. Pa, potem je ta na strehi, no, je še ta je res super pogovor, si ga že prej malo menil, no. Ampak tam, ko gledata dol Han pa Žan, ne, ko se malo pogovarjata, pa iz kje si ti, pa to, pa reče, da veš, kaj ljudje pobegnejo čez mejo. To ne vem, kva točno da vedeti, da je on v bistvu Kitajska, ali je Severna Koreja, Južna Koreja, jaz tega nisem čist razumel, po pravici povedan. Gledam, nekdaj bil, z nekdaj rge, ja. To, da vidimo, da on je tudi na nek način gajžin. Tako, ja, da ni njihov, kao, ne, na to. Tako sem tudi jaz razumel, ja. To je to, pol, ja, je pa še, ko Han končno enkrat vozi sam zato, da dobi številko od ženske, ki je tudi v čisto hudmo avto, drugače. Pač, ampak ti si meni kar ok scena, tako, če že treba, tako nej se gremo. Ti smo, mislim, kako se tebi figuri reče, paritveni krov. Tako, paritveni krov z avtomobili in dobiš cifra in hvala lepa.
Pol je pa tako, že spet grejo na te, ne že spet, prvič se mi zdi, da zdaj grejo na te serpentine, ne? Serpentine. Ja, na serpentine, kjer se pol na koncu ta glavna dirka želi, ker sem smo pa mi hodili, ne, kam Nila reče, ne, torej smo bili non-stop kle in to. Pa kle mislim, da pol še kar zvemo, da Dik je v bistvu edini, ki je sploh do konca prišel, ne, pri teh stvareh, tako da ne po tem hribu, a ne. Ampak je to pusva za na konc, ker tista dirka je v bistvu dosta okej, v resnici. Meni sam tlele bi mogoče dal ta stavek, mi bi res že, ko mu reče, there's no wax on, wax off, you have to do it. Ja, da je pač treba, če že, da je treba, ne, tako da ja. Pa potem že spet imamo malo te povezave z Jakuzo, ki vidiš, da Han dejansko plačuje, ne, pač Donkey Kongu oziroma v bistvu stricu, ne, po svoje, pa uči se driftati, pa vse to. Pa kle že spet, fulje, te montaže, kle, moram reči, da so meni kar dobro speljane, ker velike ene zgodbe, ki bi, kakšen drug film bi to šel razlagati. Až pa tam, ki se unadva četata v šoli, recimo, pa vse te stvari se tako zelo, aha, nek čas mineva, se uči, da tudi dati malo vedeti, model to ni naredil v enem vikendu, ne, a veš, ampak se dlje dogaja, pa kle se z Nilo res zbližata, ki mu tudi pove, da zakaj je mama klepa, vse te zadeve, pa pokle mora nekako upravičiti svoj avstralski naglas in je pač iz Avstralije, ker se Avstralija je dosti blistam, tako da to tudi ima nek smisel, a ne. Pa že spet on pove, da jaz sem pa vedno bil tudi, ne, ker fotra ni, pa smo se selili, pa vojska, pa vse to. Kle se res bližata, pa da ni važen, kdo si, ampak da hočeš nekaj dosežiti in pol res uno po noč drifta. To so dosti lepi posnetki, čeprav sem non-stop bil tako malo na meji, koliko je tam računalnika, pa koliko ne. Tako da ne vem, no, zelo tako. Pač, malo me mod, ker včasih mi preveč fake zgleda, v bistvu zdaj, a veš, mogoče takrat tako da podrsijo, ja, le pač vladaš. Če znaš. Te prizori tega nočnega sinhronega driftanja so super. Sicer vmes vas spustila še to, fotor pride dam, ne, in potem se Žan preseli Hanu. Ja, v bistvu, ja. To smo imeli tudi še vmes, kaj je. Ampak dobro, to je tako. To je tudi super, kako je narejen. Sam fotor pride dam, ne, ga ni. Naslednji prizor, Han, obisk imaš, ne, in on z svojo boljšo. Nič ni treba. Dejansko se mi zdi, da film na nekih točkah res ne podcenjuje gledalcev, da jim pač da vejo, da bojo, da ni treba eksplicitno zdaj, da ga bo pa on nadrl in šel tja. Zdaj mu gre, ne, dejansko, ne, počas Žanu, zdaj gre, ne, in je pa kar, zdaj tukaj pa vidimo, pa ko pridemo v pristanišče, ne, ko spet dobro drifta, ki je una pač, ki hoče, daj mi še ene gume, pa model 3 komplete si že skuro. Se pravi, da vidimo, da to driftanje vseeno ima svoj strošek. Ja, ampak pol, kle, zato ker sta šla z Nilo jest, ne, uleti pa dirkat Donkey Kong in ga na lom, ne, tako da tisti je kar slabo in pol smo naslednji dan že spet v šoli, kjer si napisal zapiske. In tle imamo v šoli kader, ki je bil, mislim, noter sam za Mateja Praprotnika narejen. Ja, kjer so vsi s kolesi. Ko vidimo ljudi, ki parkirajo kolesa noter. To je prav meni se zdi, ko Matej Praprotnik gleda Tokyo Drift, on pač 2 ure gleda ta prizor na repeat. Ja, ostalega sploh ne pogleda, v bistvu. Ne, lej ta parkirišča za kolesa. To bom jaz naredil v Ljubljani. Exactly. No, in pol pa še, kle dejansko Nila Donkey Kongu reče hvala lepa in pride tudi v Hanovo delavnico, ki je zdaj res nek tak vozlišče vseh teh ljudi. Pol se pa začne, zdaj zadnja tretjina, ne, v bistvu s tem, ne, v bistvu tako kot Dikaja da na nogo, Nila se pa začne, ker pol pa Kamata uleti do Dikaja in mu reče, te klepa ljudje kradejo tep, ne, oziroma men v bistvu, ne, men, in je tako, krade, pa ne, se izvije to po gruntu, pa vidiš, da ne, in klepa Dikaj znori in gre na Hana. Prej moraš še stric pove z en pripovedko, veš? To moramo pač, moraš imeti modrost noter, moraš imeti z en pripovedko. Pa dobro, ampak ta je huda, ti for want of a nail, pa to, ne? Pa, ja. Ja, to. To je, veš, pač en nohce ti zlom in zgubiš vojno. Tako, sem fora v temu, da to sem jaz na zadnje videl v dokumentarcu od Šeka, ki ga zelo priporočam na HBO Max. To anekdoto pove Phil Jackson, ki je The Zen Master, sprav najtrofejnejši ali kako trener v ligi NBA. Ne? Tako da, modrosti.
Ali je pa sam full fan od Tokyo Drift filma, pa ga je tle zvedel. Kdo je fan Tokyo Drift filma drugače? Kdo je dejansko fan Tokyo Drift filma? Ti povem. En režiser, Christopher Nolan. Aha. Res. No, le kaj logično, pa to veš. On je pa hotel dati pol nos noter na driftanje in je dobil idejo pač na to vrtavko pol za Inception. Lej, vse se poveže. Ja, vse je povezan. Pižanc, ti si vidoviti si, praktično. No ja, tako da, ja, v bistvu, pa je pa zelo grozna scena, ker v bistvu DK res uleti do Hana, v bistvu Hanu bolj grozi, v bistvu vsi mislijo, da je prišel kaj že spet zaradi Žana, pa ni, ne. Ker je, nista bila prijatelja in pa mu pa ful dobro, ker mu Han pač tako reče, vsak zase kle poskrbi, ne? Ti si mene izkoriščil, jaz sem tebe izkoriščil. Ne? Han je zelo, on je res zelo cool, no, tukaj. Tako, mislim, da tudi ta franšiza Hana zelo čisla, v bistvu, no, kar boš zvedel v kasnejših filmih, zakaj ga čislajo. Ne, brez spoilerjev, prosim. Ne, brez spoilerjev, sem tako, v smislu, res je dober lik, no, to hoče reči. Ta model, mislim, da daleč najboljši igra v tem filmu, no, tako da to je dejstvo, kar se mene tiče, seveda poleg Bauaua, no, glavno. Pa ja, klej v bistvu pa dirka, ki to ni, ne, ker dejansko dirkajo pod Tokio in je, zdaj pa priznaj posnetek, ki model za drifta čez ta vele križišče v Tokiju, tisti je pa ok. Noro. Ker se ljudje umaknejo. Tisti je pa... Lej, sorry, ti si pa tok dober. Tisti je pa balet. Ti si res dober. Tisti je pa balet. Mislim, to je no joke, to je tako ena boljših akcijskih sekvenc. Tako res ever. Sploh to res, jaz se ne pretiravam kle. Jaz si predstavljam Jolando Blokar, kako komentirati z drift. Ne, sem resno. Take stvari, ta film res tako meni mal dvignejo. Kaj se sam spomnim? Spomnim se vsega, kar je bilo dirkanje v dvojki, ki je bil čisto ok, ampak nič ni bilo tako cool, recimo, kot ta stvar, se mi zdi. Res mislim, da ne. Tako, tudi čist tehnično narejen, pa polk vidiš, kaj vse je Justin Lin kasneje delal, a ne. Vidiš, da to moraš znati delati, no, sploh da je dober narejen. Tako da jaz sem res, tega sem pa res fan in polk imamo tudi ta žalostni dogodek, kar je že spet tudi temu filmu da kar težo, a ne, ker Hana zbije una mečka in zagori. Tisto, kar je meni všeč, ni mi všeč, da človek umre, ampak kar mi je cool je to, da v bistvu malo poveže s tistim na začetku, ki je v bistvu bolj po nesreči se išlo, ne, una prva dirka tam v srednji šoli, a ne, gleda dejansko neka posledica, a ne, konkretna posledica. In to modelka zna. Ja. Ampak pač, ki je nekdo drug in preleto in je kar težko, ne? Ja, pa klej se, pa ful mi je dobro, ker se ne konča. Veš, pa je tako, kot v bistvu v prvem filmu, veš, tam, kad dirkajo, pa dom zbeži, pa ga brane reš, ne. Veš, klej isto tako, v bistvu Han umre, te zbežijo, pa dejansko pride do fotra, pa pri fotrom Benga ni, pa uleti DK, pa še nima grozi, pa Nila reče, ok, dej grem s tabo, sam puzga na mer, pa dejansko ga fotor reška s pištolo van uleti, ne. Klej se mi je to poplačalo, ker jaz sem čist pozabil na to nito temu filmu, no. Ampak meni ta zadnja tretjina filma je meni super, no, kakor je na začetku mogoče kaj tako mal čuden, pa tako klej se mi res di super. Pa še ta moment mi je, ker v bistvu Žan pol, ko gre do, kako je stric, imaš napisane, Kamata, ne? Kamata. Ja, ko gre do strica do Jakuze, mi je všeč ta moment, da v bistvu Žan pol izpade tako kot ta zrel, ki se mu upraviča, ne? Ki ve, kva more reči Kamati, da se to, in dejmo derkati, ne? Dejmo derkati, kle je pol to za lase privečen, da nekdo, ki je neki Jakuza boss, reče, ja, dejmo derkati, ne pa sam pobite jih. Ja. Meni je všeč tudi to, kako ima on te obroče varovanja. Vem, kjer jih moraš jeti. Ja. Veš, kaj prije, najprej so oni punksi, ki so sketnam, pa so enik so tako bolj repersi izgledajo tam v trenirkicah, pa so pa še to v Gvantani. Ja, pa vsi ga primir, vsi ga sam gledam, zakaj ti plačuješ te varnostnike, če pol nič ne naredijo, če gre vsak lahko mem. Zato legitimirajo ga, ne. To, ja, no, sej. Sam gledajo ga, ok, ne gre. Drugač, še ena stvar, ki se meni zdela zelo zabavna. Ta Kamata je tako izjemno oblečen človek.
Jaz bi sam to bi rad. Kdorkoli je kostum delal za Kamato, 10 od 10, kar se mene tiče, zanimivih klobuki in vse ostalo. No. Čeprav, a veš kaj bojda pa napaka pri Kamati? Kaj? Scenaristična. Kaj pa? Jakuze nikoli ne uporabljajo orožja strelnega. To, a res, a kaj? Zdaj že, ne, najbrž. Nek sem to prebral, da kao pač ja, da Jakuze, to, da on pač, če res Jakuza, on ne bi pištole držal. Ok. To pa ne prvič slišim. Jaz bi rekel, da če se pobijaš v 21. stoletju ali pa že kaj prej v 20. ne, strelaš. Ampak glej, kakor praviš. Drugač pa, pogrejo pa, všeč mi je tudi ta fora, da vzamejo, se pravi, v bistvu kaj, Mustanga od fotra, pa motor od unga avta, ki je v bistvu edini praktično preživel, vsaj mašina, da je preživela in je ful dobra fora to, da združijo, ne. Liza, ne, je bil tisti avto. Ampak da združijo, a veš, japonski motor z ameriško šasijo, ne, in je pol to še neka metafora, ker je on v Tokiju in ne, Ti se mi zdi res super. In pol dejansko, kar je meni spet zelo všeč, da to res neko neko sceno, ni, ker gremo takoj derkat, ampak ne, dajmo naštelati avto, pa že spet malo šraufajo, pa to, kar je že spet mal v duhu prvega, veš, kaj je bilo treba neki z mašinam narediti, pa kdaj nos naštimati, pa daj mi 2 tanka, pa, a veš, tako, no, ne vem. Ta del mi je zelo všeč, no? Tako, res, ne pozab film tega, kaj bi lahko šli tako, dajmo derkat, naslednji dan bi že derkala, veš, pa je že spet neka mini montaža pa to, no. Tisti mi je zelo v redu. Dej povej, tam, ko so dal gor, ko avto rihtajo, ja. A si zraven zapel, kar glas popravi, kar glas zamenja. Mi je žalosten, da je to prišlo v glave, pižamca, me bom pustil noter. Kaj so vsi složili? Tudi moje najnižje točke morajo biti. Ne se vidi. Okay, zmenjati. Ja, sem pa pogledal še enkrat zdaj vmes, jih uporabljajo, ampak zelo redko. No, saj redko, pač, ajde. To, je. Yakuza gang tells members that using guns in public is taboo. Ok. Kaj ga pa zapreš v sobo, ga lahko prerešetaš. Zmenen. Tam pa na video, veš to. Pač. Na zuni smo taki farizejčki. No, v glavnem, tist, kar je meni res, pač, zdaj, ta zadnja derka je pa meni vse štima. In deva takoj prenos podatkov pa telefone, tako kot si napisal v zapiske. Kaj moraš vedeti, pižamc? Zdaj, letnice ne vem točne, ampak tisto, kar moraš vedeti, je, da japonski trg je dejansko imel kamerafone pred vsemi nami. In omrežje, ki je to celo fulo zdaj. A je bil to full HD, ne vem kaj, seveda, da ne. Mislim, da ne, ampak pač, v temi si, a razumeš, v temi si. Se strinjam. Lej, vse to se strinja. Jaz ti sam povem, da oni so imeli, če greš first Japanese camera phones, kaj tazga pogooglej, boš najdel tudi te, tako da je flip phone, pa da ima kamere in oni so to res uporabljali, ker Japonska je bila kar nekaj časa, bila kar en tak svet zase, veš, ko tam si imel Panasonic telefone, mobilce, ki jih pri nas praktično ni bilo, pa še Sharp je telefone delal tam za, ti si bil res en svoj trg, tako da te štekam, zdaj zelo weird izpade. Evo, leta 2000, 1. novembra 2000, J-Phone Group je JSH04, se pravi z... Čakaj, kaj je že bil, pa njihov največji operater, meni tak weird ime, tato momomo, nekaj tako se mu reče, res nam vedo, ki je neka kratica, najbrž ne vem česa, ampak ja, oni so bili, neki časa so bili ful napredni, tako da Japonska, te ful štekam, res gleda staro, ampak jaz, ki sem to vedel, meni to me postara zadeve toliko, kot recimo oni DVD playerji, tam, ki si res kao moj boka, ne. Mislim, je bolj ta flip phone, ne, ki ga vidiš, kdaj si nazadnje flip phone. Pa še to pri nas tudi, koliko je bilo sploh pri nas teh flip phonov, une Motorolce so bile. Ja, pa začejo oni čuki, pa ti še to šteješ, da se je saj odprl, ne, tipkavnica. A pa so bili preklopni ful, ker jaz sem bolj ceglov spomnim. Eni so imeli, ampak se je v bistvu odprl, sam pokrovček se je odprl, niso bili tako, da se je napoldal, no, a veš. Ampak ja, štekam, ampak meni kar je cool je, da te telefoni pač dajo nekak izgovor, da tudi oni, ki so v cilju, vidijo, vejo, kva se dogaja, ne? Tako da, lej, pač, tako je življenje in ta derka je res ok. Mislim, meni je zelo tako atraktivna, zanimiva, cool mi je tudi v bistvu, da sta sam dva, to mi je všeč, da jih ne derka 87, pa mene cakeni dejansko. Pa ben mostu ne dvigne vmes. Tako, res ok, no, res ok, pa polka se začneta tam prerivati, si že spet ko
zato ker Han umre prej, a ne, se mi zdi, da je tako, da so kar stvari na nitki, no. A veš, da misliš mogoče, ja. Kaj lahko, pa imaš še ta moment, brez spoilerjev, če lahko. Ja, okej. Kaj mu ga odnese, zvitko, okej. No, ampak klej je res ta mal Top Gun moment, bom pa na bremzo stopil, pa bom mem odletel, pa vse to. Pa všeč mi je, ker je pač to serpentina, pa ker driftata, ko se pač Donkey Kong skotali po bregu, a ne? Pride dol. On v bistvu od spodaj že pride, ne? Ja, veš, pa mora paziti, da na njega ne pade. Ti se mi je tudi zdel. Tako, dosti redo. No? Tako da. Pa zelo mi je všeč ta, kleti, se mi zdi, tako kot si ti zdaj s temi pištolami omenil, streljnim orožjem. Kao Jakuze imajo neko, they have a code, man. Imajo neka pravila in je tako, zmagal si, a ne pa on je v bistvu tudi nek, Nila je v bistvu njegova, pač pastrek njegov, nekako, ne, so jih vzeli v familijo, pa reče, ne, lahko si s tem modelom, zmagal je, fair je bil, pravičil se je. Pač vse te stvari štimajo, všeč mi je, kako je to zapeljan, ker tako malo mistike da Jakuzi, da bo fair, no, a veš, da ni, ker v resnici je lahko tako, da bi DK iznoro pa šicno tam vse, pa bi bil mer v življenju, ne, kakšen sajko je, ne, ampak da to nek ta okvir, no, tako da to je zelo, okej. Pojmo pa kaj, Teriyaki Boys drugič. Zdaj se pa predstavlji, preden gremo na ta zaključni prizor, predstavlji si slovensko verzijo filma, ki driftajo po Vršiču. Se to je čisto ležita, ni? Mislim, najbrž. Kaj jim dela na unih delih, ki so tlakovci? Po moje bi se dal, to bi bila, to je ekstra, to je v bistvu ta derka. To bi, Matevž Luzar, naj poslušaš. Ja. Naslednja stvar, prosim, ki jo boš delal, hitri in drzni, vršiški zdrs. To je to. Ali kako? Ja, to je bilo drugače. To je bilo jevsko. Drift, ne? Ja. Drift je po svoje ful večpomenska fora pri naslovu filma. Zakaj? Zato, ker drift lahko pomeni tudi beg ali umik. Ja, kao da ješ, in umaknil se. Ja, fair point. Ja, ne vem, če so oni to mislili. Ja. Ne vem, če so oni to mislili, ampak lej. Deluje. No, ponovno pa zaključna scena, Teriyaki Boys, že spet nekaj underground, zdaj je v bistvu Žan eno od unih, ki je tam. Ne začet, prosim, ne začet. Twinkie pobira stave, evo, Lil Bow je zdaj Ludacris varianta. Tako. In je tam in pol pač pride do Žana in mu reče, en model je kle, hoče dirkati stava, pa on dirka, kdo pa je ta model? Pa mu pa reče, da Han je bil familija. Ne. In kle, po moje smo vsi, ki smo takrat sproti gledali, tako, kdo je rekel familija? Adam's family, the creepy and the ooky, mysterious and spooky, together they are drifting, Dominic family. Točno to. In se valjda pripelje nek res nor American muscle in je noter kdo drug kot Doman, pa muska se spremeni, en ragaton upade noter. Pa tis, kar spoštuj, to pa spoštuj, ko on reče, this ain't no 10-second race, ne. Pa on reče, I got all the time in the world, da nekaj tazga, ne. Kar mislim. To. Tako se more film zaključiti, če me ne vprašaš. No, tako se more. Super. Ne, ja. To je... Ja. Hak. Mislim, da smo ti malo prepričal zdaj. Mislim, da pol... No, sej, kar greva, odjavna špica, nek CGI že spet, to nas ne zanima, deva ocene, jaz sem se že poskrolil gor v enem dokumentu, samo da ponovimo za ljudi. Enki so dala oba 8, dajva kao od 10, lahko v mestu spreminjava, tako da ne biti jezni ljudje. Dvojki so dala 2 piki. Kam bi ti dal to, ker sta bila 2 notar. To je res. Ampak kam bi ti dal? Dej, ti prvo povej, pa mi jaz pol povedal. Ajde. Po prvem šoku. Ja. Ki je bilo, kaj je to, kar sem gledal in kar ni, ne vem, tako, kaj je, zakaj. Je pol, ker sem ga zdaj v drugo gledal, čeprav sem mečkam preskakoval, no, ampak pač, ker sem ga gledal, se mi zdi, da mu pomaga, če je ne 15 minut krajši. To je dejstvo. No daj, nekaj moraš dati od sebe, eno cifro moraš dati od sebe. Zgodba je res tako
predvidljiva Okay. v nulo. Okay. Ne, res je vse. Jaz sem tle naštimal, veš, kaj si v Fejmičih omenjal Josepha Campbella, pa junaka tisočerih obrazov. Ja. Tle sem si naštimal, dejansko lahko gremo. Prav gledal sem junakova dogodivščina, od tega odhoda, prečkanja prvega praga, poti preizkusov, srečanje z boginjo in ženska kot skušnjavka, pobožanstvo, enost z očetom, lej, vse imaš, ne? Ja. Magični pobeg, vrnitev, vse tako, kot je Campbell napisal, pa lepi prizori, to strinjam se, nočno driftanje. Lej, mogoče bom zaradi tega, ker je obrtniško zelo, zelo spretno in dobro, ne morem verjeti sam sebi, da bom to rekel, ampak dajmo 6 reči. 6. Anže mu bo dal pa hladno 7. Tako da. Zdaj, lahko upravičam to, zakaj? Ker ne meni sam, se strinjam, predvidljiva zgodba, zelo obrtniški narejen, pa mislim, da ta prva tretjina lahko bi bilo krajš, pa mogoče ima za moje pojme drugače zapeljan. Ampak Han je preveč kul, dejansko ima neke te prijateljske zadeve noter. Pa ta driftanje, če je zanimiv ga je gledati dirkanje, razumeš, ni samo gas dajemo in nos. Ne vem, če vidimo enkrat, kako pohodijo s klopko. Ja, ampak dejansko je zanimivo zagledati ovinki, so nekaj se dogaja. Se to mislim, to je pa še, plus, nimamo tega, da je 50krat predstavljajo. Pa še to, kar je meni všeč, je res to s to Jakozo, pa to tako lepo, zelo zaključena zadeva mi je. No? Nič mi ni odveč, ben lik mi ni preveč annoying. Ta slabi so glih toliko slabi, ki morajo biti dobri. Res mogoče to, da res, sploh zdaj, če ste oči gledamo, res to, da so ženske noter, točno 2% filma je res grozen, ne, če tako pogledaš. Ampak dejansko v univerzumu, pa jaz mislim, meni trenutno, še enkrat, mi da se bo lahko spremenila te ocene, je meni to takoj za enko. Res, mene manj popoln film, kaj enka, se strinjam, ampak super film, sploh po dvojki. Pa veš, kot sem bral, to je bilo celo tako mišljeno, mogoče šlo to direkt na DVD, pa te scene. Veš, sploh ni bilo mišljeno, da ne. Aha. Veš, pa so ga pol vsem zapakirali in top pa super zaključek, pa una scena, ki drifta čez prehod za pešce, šef's kiss. Tako da tisti je preveč dober. Prehod tam. Tisti je noro, tisti je res poezija. Ampak, a ti kaj veš, a je bil ta Dominik, se pravi, kad Domen na koncu uleti? Ja. A je bilo to slučajno tako že skozi, a so spol slučajno, da so imeli kakšne teste, pa so rekli, pismo, nekaj moramo dati noter, temo enega probati dobiti, kdo bi se prišel pokazati. Ne vem, samo enkrat zgleda, da je ista scena, kot vsakič, ki jih kaže tam v garaži, veš, tako da jaz mislim, da je to čisto bilo mišljeno. No. Ampak je nač pižanc, ne morem verjeti, ne da samo, da si gledal Tokio Drift, gledal si ga 2krat, kar se mi zdi neverjetno. Ne? Mogoče zato sem mu dal višjo oceno, če ne bi bil iz prve, bi bil. Meni se zdi, če bi ta film gledal tako, da bi rekel, neki bojo dirkali, da ne bi bilo prvih 2. Ja. Bi mogoče bolj užival. Razumem. V prvem ogledu. Razumem, ker ti nič ni bilo jasno. Bi mu več dal, ker bi, dajmo pogledati, kaj je, ne pa zdaj tukaj, Razumem, čist štekam. Naslednjič poglejte z nama Fast and Furious, se pravi Fast and Furious iz leta 2009 je naslednji film. Pižam, že spet, prosim, brez napovedi, sam poglej ga, sploh nočem slišati, kaj si misliš, ker poglej, kakšna je ta franšiza. Raj sam pej, že spet, koliko si šel zdaj, zamiži in skoči. Ne, jaz hočem napoved, zato ker zdaj vem, da bo Dominik v naslednjem filmu, pač zaradi tega, ker sem tam prebral. Tako da jaz sam mislim, da v naslednjem delu bo Domen, pa dajmo še Romana pa Braneta, dajmo vse 3, da se bo Domen in Roman in Brane in to, kar se zdaj, da bo prišlo do nekega trikotnika, in zdaj s kom bo Brane potegnil. Zdaj bo malo ljubosumje med Domnom in Romanom za Branetovo naklonjenost. Ali bo ta The Original Bromance, ki smo ga videli v dvojki, ali bo to neki iz enke, kjer se je neki bilo med njima neko spoštovanje, se je,
vzpostavilo, se mi zdi, da tudi tukaj bo glavni ta dramaturški lok, če pač v The Fast and Furious sagi lahko govorimo o dramaturškem loku, se bo nekaj na tej relaciji in seveda jaz mislim, da Domen bo imel še zmer hud ta ameriški mišičasti avto, kako sploh muscle car, kako to prevajamo? Ne, mišičasti avto je čisto kaj. Auto bodybuilder. Ja. Ne vem. Jaz upam, od teh mislim, da upam, da bo tudi Ludacris uletel spet in da bo Ludacris bo pa rešval neko štalo. Se pravi, pa se bojo vsi tri, neka štala bo in Ludacris bo pa as iz rokava, ki bo rešil zadevo. Nimam pa pojma, kje bodo dirka zaradi me, po Vancouvru, evo, dogajal se bo pa v Vancouvru naslednji del, tako da bojo šli zdaj še čez severno mejo. Zmeren, zdaj pa to je bilo to za te glave. Tisto, kar lahko še poveva, je to, da bomo že spet na gradu, tako da lahko kupite karte in pridete poslušati. Bova pa tokrat z Nikom Škrlecom, s Pižancem, kako smo dvorni norčki, Pižanc datum pa je? Datum pa je torek 14. marec, tako da pejte na stran od Ljubljanskega gradu, bomo dali tudi zapiske za karte ob 5:30. Ja, malo bomo debatirali o dejanskih dvornih norčkih, o literarnih, filmskih. Nik je tudi se ful ukvarjal s komedijo dell'arte, tako da bo še z tega vidika malo osvetlo stvari na ljudi, ki nosijo kariraste oblačila. Midva s Tomom tam bova pa verjetno pač Patchfacea, pač Kroglavca iz Igre prestolov ful naštudirala in bomo pol prepevali o ribicah pa drugih stvarih pod vodo in o tem, zakaj ga niso imeli v nadaljevanki in da je to druga največja sramota, poleg tega, da ni bilo Lady Stoneheart noter, da Patchfacea ni bilo. V glavnem 144 glave, Pižamc, reč dio. Se vidimo na Discordu. Živjo. Čau.